Smo družinska rockerska skupina Vsemak. In poslušate Radioaktivno. Desetina resnice je bila slišana skladba, istoimenski album danes predstavljamo v oddaji Radioaktivno zasedbe Vsemak, Uroš in Ožbej. Lep pozdrav. Dober dan, hvala za povabilo. Dober dan, hvala. Desetina resnice, kje je potem celota? To bo pa Ožbej povedal, on je šef, pa preko idejni vodja in to so njegovi naslovi skladb, tako da Ožbej raztorej. Ja, Desetina resnice se mi zdi, da je tak primeren naslov za album, ker se mi zdi, da še nismo povedali vsega, smo šele začeli in pa tudi pol, če se spustimo v naslove in besedila, se mi zdi, da še nismo vsega povedali in tudi, če se bere besedila, se mi zdi, da se vidi, ne povemo vsega, no, tako da... Aha, pa bomo tako kot Tarantino, ki ima toliko filmov, rekel, da je v naredu, pa bomo mi tudi samo 10 plat izdali, pa z vsako bo ena desetina. Tako sem sedaj Ožbej razumel. No, ja, jaz se strinjam, 10 plati čisto v redu. Torej imaš veliko inspiracije. Absolutno, bomo delali naprej, dokler lahko, tako da še veliko prihaja, ja. Iskal sem pred tem intervjujem, ko sem se pripravljal na pomen besede Vsemak. Fran, umetna inteligenca mi ne vrže ven nič uporabnega. Ja, v bistvu Vsemak sem si par let prej še spomnil in sem tudi pod enakim imenom delal pač svoje solo projekte. Se mi zdel tak primeren ime za nekaj tako vsemogočnega, no? Nekdo, ki vse zna in se mi zdi, da tako zaokrož nas, ker se mi zdi, da gremo čez velik žanrov. Tako. Ja, pravzaprav ne vem, kaj pomeni, ampak ja, vsi si predstavljamo nekako, da je to tak nek ta Vsemak, tak vsemogočni čarovnik, ali kaj, nekaj takega čarobnega se dogaja, tako da, ja, ampak Ožbej je avtor teh domislic. Ja, ampak umetni inteligenci se je vse nekaj dozdevalo. Napisala mi je, da je mogoče to povezano s skupino oziroma albumom.
To pa se strinjamo. Edinstveni smo, mislim, še umetna inteligenca samo na nas je pikirala. Eni in edini smo na svetu, da je ta rezultat vam prišel. Super. Nekako pa vas vse skupaj povezuje v kontekstu improvizacije in jazza. Drži to? Do neke mere, ja. V bistvu mislim, komadi so bili narejeni z neke improvizacije, ampak čeprav lahko kdaj tako izpade, se mi zdi, da so nastajali tako relativno počasi in splanirano. Postopoma, predvsem. Ja, dobro, nekaj je nastajanje, da so nastajali te komadi zelo tako spontano, niso čisto vedela, kakšen bo rezultat, ko so začela recimo vsak posamičen komad delati, da je zelo tako, rekel, delal na stanku, tako so začela delati in pol niso vedela, kaj je zdaj refren, kaj je zdaj, rekel, kitica, kaj je ta glavna tema, kam bo komad se sploh razvijal. Tle je bilo neka improvizacija noter, ampak v bistvu pa improvizacija mogoče to, kar jaz igram kitare, da je veliko pač improvizacija noter, ker jaz to pač znam početi in to delam kot čisto inštrumentalna improvizacija znotraj komada, ki tudi čisto ni bilo jasno, kam potuje ta komad. Ne. Potem se vse skupaj sproti razvijalo? Ja, v bistvu vse skupaj je bilo tako, ja. Nek okvir je nastal, rekel, po celi dolžini se je posnela recimo neka kitara, po recimo celi dolžini nekega komada, pa so pa začela gledati, kaj bi to s tem komadom lahko naredila, kje bi bilo zdaj, na kaj bi se kaj obesil. No, tako ni bilo čist mogoče tipično delanje komadov, ampak se tudi pač sama muzika ni zelo tipična, ni zdaj čist samo kitica, refren, pa je to, ampak je zelo samo svoja muzika in ja, in pol jaz sem si čist nekaj drugače predstavljal, seveda, ko imam čist druga generacija in imam nekaj drugega v glavi, kako so sestavljeni komadi, medtem ko ta mladi to čist drugače jemljajo. In ko Jožbe Gor, recimo, vokale dodal, se mi je zdel, da je čist drug komad nastal, da je čist nekaj drugega ratel, kot sem si jaz predstavljal, kje je zdaj kaj more stati. Tako da ja, v bistvu pravzaprav mislim pa celi plošči, da gre za to, da za neke dve generacije, kako dojemata neko stvar, neko glasbo, ki smo skozi praktično obstreljevani z muziko, kamorkoli prideš, ampak meni niti ne opazi več točno, kva sploh posluša in pač mi smo pa, oziroma jaz sem glasbenik, smo si pa na ta način delali, da smo dve generaciji združili, neke afinitete pa neke stvari, ki jih slišimo. Ne. Z naslovno skladbo albuma smo pogovorili pričeli, druga bo Votlo telo. Ja, Votlo telo se mi zdi, da je nekako naš take na bolj tak razbijaški shoegaze komad. Nastal bolj proti koncu v resnici, ampak meni osebno en najljubših na plati. Ožbe mi je dajal, pač ne vem, se pravim, jaz sem čist druga generacija, tudi poslušam muziko, dobro, čist drugo, ampak Ožbe je, ko so začela delati, sva tako delala veliko, da so se pač zvečer dobivala, ki je bilo vsega konca, sva se zvečer dobila na 9:10 v tej sobi v studiu in je Ožbe dal kakšne reference za poslušati, ne vem, ali iz Bandcampa ali YouTuba in prihajal s temi izrazi shoegaze, Midwest, pa to ne vem, to je bilo meni vse ta prvič, jaz ne vem sploh kvat vse skupaj. In neke bende mi predvajal, ki sem jih jaz ta prvič slišal in je pač neki in zvok drugačen, in estetika drugačna, kot sem jo jaz navajen iz 90-ih, 80-ih, kar 2000-ih, kakorkoli že. Ne, in mi je bilo pač zanimiv, seveda je bilo zanimiv in mi je to dal nekaj in je rekel, ko pa če bi kaj tazga naredila, pa sem mu pa začel ponujati na kitari, kaj bi se mu zdel, kaj takega bilo, pa seveda to čist nekaj drugače, zaradi tega, jaz nisem ta generacija in čist drugače igram, ampak to, kar je bilo njemu všeč, iz tega so pol nekako gradila. Jaz sem nekako ponujal na inštrumentu, pa je pa Ožbe pa rekel, deva iz tega nekaj naprej, pa je pa tako začel nastajati iz nekih referenc. Ja, ampak meni so bile veliko stvari čist novih, recimo, sem se, rekel, veliko naučil iz tega, od drugih, v razvoju glasbe.
Votlo telo, zasedbe Vsemak. Ožbe, to je dejansko tvoj najprej solo projekt, ki se sedaj razvija oziroma razvil v skupino? Ja, v bistvu pod enakim imenom sem pač delal svojo muziko, svojih par albumov, ki v resnici so bili kar fejst drugačni, bolj ambientalni, noise, drone albumi. V resnici je bilo mišljeno tudi, da ne bi ta nekako bil nadaljevanje tega projekta. Na začetku nisem mislil, da bo to nastalo v to, kar je. In sem hotel narediti podoben album, pač ambientalen. In se mi zazdelo, da bi ful pasale od spodaj kakšne take bolj nežne kitare. In sem pol povabil očeja. In pol je se začela kepa kotaliti. In vsakič, ko sva se usedla, je bilo pol boljše. V bistvu prvi komad je nastal že 2021. In pol v resnici sva vsako zimo primarno, ko so se stvari umirile in ko ni bilo šole, sva začela pol delati in po par mesecev sva pol gurala vsak let in je pol takole nekako nastala. Koliko albumov, solo albumov imaš za sabo? 3. Ne vem pa, na koliko sem ponosen. Kaj ti imajo zanimive naslove? Ja, to pa definitivno. Sem se probal s tem malo umiriti na tem albumu, čeprav so še zmeraj moje naslovi, no, malo taki Malo mi skandinavsko se skupaj vleče. Ja, mislim, moji naslovi prej so bili kar zelo baročni, tako da tle sem hotel malo bolj umiriti. Pa še zmeraj so kakšni taki, mislim, že zelo dolg čas smo zdaj to delali in vse to in še zmeraj Jakob in oči to ne vesta za vsak komad, kaj je naslov in tako da rabim kdaj spomniti. Ožbe te plošče izdajo na Bandcampu in je rekel zanimiv obisk te strani, ne? Zato ker Ožbe je vse lepo fotografiral, on študira fotografijo in si je vzel čas in so krasne fotografije teh naslovnic in posameznih komadov. In ja, za taki naslovi sestavljeni 3-4 besed, take, se ne znam niti ponoviti, taki konstrukti miselni, no, in taka zvočne krajine, rekel bolj filmska ali pa teatrska muzika, ne, je taka neka, tako da je zanimivo, no, sva midva nam je to dal vedno za poslušati z ženo in tle se je začeli, ja, ta moj čudenje, kvazi dan današnji obstaja, ta dron, pa ne vem, kjer izrazi, ne, in ja, tako se je začela, ampak poj pač, ker je bilo veliko kitare ratali, pol tudi prevesili na mojo stran, tako da je bilo pol zmeri več, rečemo, tradicionalne glasbe proti temu elektroniki, oziroma to niti ni elektronika, kaj je to, ambientalna glasba, ne. To zmeri več, ja, nekako si uskladili, da ni bil samo ambient, ampak je bila še muzika zraven moja in sva nekako uspela balans dobiti, ne. Ožbe, kdaj te je potem povleklo k skupini, oziroma da bi lahko tvoja glasba bila nadgrajena s skupino? Jaz mislim, da je bilo to že po začetku prvega komada, ker me je res presenetilo, koliko lepo se lahko skombinira kitara in pa v bistvu ta moj noise in v resnici ta prvi komad Desetina resnice je več ali manj vstal enak, kot je bil pa na začetku in se vidi, lahko se zelo dobro sliši, kako je ta projekt pač nastal. Zvito oko bo naslednjo? Zvito oko? Zvito oko je rekel vse zelo tipičen primer tega, ki sva delala, da recimo to je bil en tak komad, ki ni bila osnova nek ta ambientalna Ožbejeva, neka osnova, ampak sem jaz naredil neke akorde, dost, rekel, pač akorde, harmonije, ki jih imam jaz zelo rad, pa tako nekako sestavljam, ampak pol nisem vedela, kaj recimo en izmed teh komadov, ki nisem vedela točno, kam bo to pelal, pa kaj bo z tega ratal in je bilo zmeraj bolj očitno, da je bilo fajn pri parih komadih, če bi Ožbej nekaj zapel, ker načeloma je bilo mišljeno pravzaprav, da niti ne bo pel, da samo recitiral te svoje pesmi malo vmes, da bo malo nekega govora in je bilo zmeraj bolj jasno, da postajajo komadi mogoče toliko konvencionalni, toliko moji, ali kaj tudi, ne, da je bilo fajn, pa če bi bil čisto en klasičen vokal zraven, da bi bil to pravzaprav čisto rockerski komad, alternativno rockerski, kakorkoli že komad in ja, je bilo par takih stvari, mogoče, je to selekcija teh komadov, ki so jih še več ostali, par jih je še ostali, ki jih niso uporabljali in je za ta komad tudi kazalo, da mogoče sploh ne bo uporabljen. Potem je pa Ožbej najdla neko pevsko linijo in rekel, je se sestavil nek tak rockerski komad, da je super, pravzaprav naš hit. Nad tem so v bistvu obupala skoraj, da ne, ker mislim, pustila sva ga za, ne vem, kakšen mesec, dva, imel je noter harmoniko,
še je imel enoter harmoniko, izpadel je zelo, jaz sem rekel, da je Benjo, izpadel je, meni se je zdelo, da je recimo za kakšno reklamo za avto, zelo ne naše. In sva ga pol v bistvu res par mesecev pustila, pa sem pa jaz naredil to vokalno linijo in se je malo bolj odprl koncept, no, pa je pa harmonika šla ven. Desetina resnice, album, ki ga danes predstavljamo v oddaji Radioaktivno, zasedbe Semak, Uroš in Ožbej sta z mano. Ste družinska zasedba? Ja, se sem glih to hotel reči, da bodo poslušalci vedeli, kako ti govoriš oči, pa to ne, pa jaz govorim 2 generaciji, kaj zdaj to je za band, ne. Ja, to smo pač 2 sinova in jaz kot oče, ne. Moramo omeniti seveda še Jakoba, kdo danes ni tlele zraven naju. Jakob igra bobne, se je malo kasneje pridružil, ko se je ta glasba, ta ideja začela razraščati. Sva rekla, najprej fajn bilo, kaj pa če bi zraven kitar še bas posnel, kaj pa če bi tle še klavir, kaj pa
ko je bilo pa super, če bi tle še Bobni, če bi še Jako prišel zraven, mi bi pa lahko band imeli, ne. To bi bilo pa super, da kaj takega naredimo, pa sem še svojega brata povabil, da je klavir zagral na parih komadih. Skratka, to je šlo, k mah se je razraščal in potem je od Jakoba punca fotografirala nas za naslovnico in ne vem, po mojem smo vse sorodstvene vezi uporabili. Snemali smo pa litek video pri moji mami, letos smo tudi Bobne snemali, tako da je res tak družinski projekt, no, in smo grozno zadovoljni. Da je sploh tako, da smo tako daleč prišli, ker načeloma smo mislili, to bomo dali mogoče na Bandcamp ali pa ne vem, glih samo zato, da se malo podružimo familiarno, pa iz tega so kar ideje začele nastajati pa ambicije in smo prišli do CD-ja, kar je krasno in evo, zdaj hodimo po intervjujih, 2 videospota imamo na YouTubu, tako da zdaj vadimo, tako, ampak mogoče to kakšno minuto kasneje še. Kaj ti se zanimiva zasedba za to vrstno glasbo? Običajno so take družinske povezave v kakšni drugi glasbi, kot je prej Ožbej omenjal, kjer je zraven harmonika. Ja, to je res, ampak se mi zdi, da je to nekaj zelo posebnega, no? In ko smo to začeli, se mi zdi, da bi te ponavadi ljudje vprašali, da bi se jim zdelo, da je tako čudno, da imaš ti band z očetom in svojim bratom, ne? Ampak meni je pa prav dober. Mislim, super se imamo. In pa tudi tako res, ne vem, par ljudi me je vprašali, ker so nekako taka intimna besedila, kako sem si upal to nekako z vami deliti in pol pet to in zdaj, ko vadimo skupaj, da to pojem in tako naprej. In se mi res, ne vem, so to take vprašanja, ki se jih sploh nisem spraševal, ker smo toliko povezani in tako skupaj in mislim, če ne drugega, je to sam res zelo lep izgovor, da se vidimo, ne? Lih obratenja, ne, človek gre v band igrati zato, da gre preč od familije, da gre preč od doma, da band ga ne vidne. Tako da sem rekel, zdaj sta se fajn zafrknila, zdaj bomo še v živo igrali, band gre ven igrati zato, da gre malo popiti, pa da se malo zabava, zdaj ta fotra imela nad sabo na vsakem špilu. Tako da, ampak res, zdaj, mislim, smo pa, res je, vsaka je izgovor, da smo lahko skupaj, pa da se malo zabavamo. Ker je meni, kot očetu, ne vem, ultimativno krasen rezultat, da se otroci pri 25 še hočejo s tabo družiti, pa se mi zdi super, no, in da nekaj lepega počnemo in da se zabavamo in da nam je fino. Ne nazadnje pa je oče glasbenik, verjetno tudi kak nasvet poda naprej ali ne, ali drži zase. Nasvete, kakšne hočem dajati, pa ne vem, če jih kdo upošteva. Povej, Ožbej. Ja, na svetu je bilo veliko, kakšni dani na stran, kakšni ne, ampak izkupiček končen je pa zelo lep, tako da vse je to. Ja, ne nazadnje je to 10% resnice. Ja, točno tako. Naslednja bo Iztrgal te bom. Tako, mi smo temu komadu dali zdevk balada in se mi zdi, da je to tudi pravilno. Hotel sem narediti enega takega in pol tudi smo skupaj naredili en tak čim bolj miren, čim bolj tak nekak intimen, čustven, počasen in pa sploh tudi pomembno tukaj je ta klavir, ki ga je stric posnel. Tako da, ja, tukaj je cela družina gor.
Istrgal te bom, vse mag daje radioaktivno. Če pogledamo še glasbo, bi se lahko sploh zaprli kakšen žanr ali ne? Ja, ne vem, ko smo malo pisali, ko smo hoteli to napisati na A4 format, kaj se mi sploh gremo, ne, je to kar težko napisati. Sej dan današnji, po mojem, za veliko glasb težko napisati, kam sodijo žanrsko. Ne vem, jaz bi zelo hitro vse stvari lahko opisal kot jazz. To ni jazz, ampak hoče reči, to so široki žanri. Kad je jazz širok žanr, pomeni samo to, da imaš glasbo, ki se improvizira. Ne. Mogoče to nima bene zveze z nastankom z Ameriko, pa z tistimi časi, ko je jazz nastajal, ampak pač, da je to glasbo, ki se improvizira in tle je sigurno veliko tega noter v naši glasbi. Je pa tudi rock glasba, seveda not, pa je seveda ni elektronka, do tam ambientalna, kako je to dron glasba, kako bi se rekla, elektronke pravzaprav ni neke, v smislu elektronke računalnikov, pa tega ni nič. No. Mogoče bi prej opisal, česar ni. Ni pač narodne zabavne, pa ni rejva, pa tega ne, turbota, ni nič, tako da tle mogoče zaključil, vse ostalo pa je. Mogoče bilo lažje to izvesti. Ja. Kako se potem lotiš kreiranja določene skladbe? Brez teh, kot je rekel oče, elektronskih pripomočkov, ki verjetno vseeno nekje v zadnji so prisotni. Ja, v bistvu čim manj res elektronka, mislim, raznih elektronskih stvari so probavala tudi, kar sem delal prej, sem delal na čim bolj primitivne programe, na čim bolj primitivne tehnike, z čim manj raznimi digitalnimi efekti in tako naprej in se mi zdi, da smo zdaj tudi obdržali to pot. Program je bolj profesionalen, to je res, ampak tehnike so bile pa v bistvu zelo osnovne in pa tudi se mi zdi, da meni osebno je bilo pomembno, da se nekako sliši, da ni perfekten posnet, da ni vse perfekten zmiksan. Jaz sem hotel, da ima tako, kakor moje besedila, tako, kakor ima zasedba, pač neko intimo, se mi zdelo, da se tudi rab to slišati nekako v samem zvoku posnetkov. No. Mogoče pa povej, kako delaš to drugo stvari, s čim, ne? Ja, mislim, na raznih mešalkah, ne vem, fedre imam in pol mikrofone praskam. Kupila sva en katastrofalen otroški synthesizer iz Bauhe za 30 €, ki je najboljši nakup zadnjih let, tok je dober, ampak mislim, zvok je pa pač katastrofalen, no to je tudi zdaj prisoten na naslednjem komadu. Res plačaš posnetke, pa razteguješ jih, pa kvariš jih, pa ja, ne, vse take. Edino to je v bistvu od neke digitalne obdelave, pol obračanja ali pa kaj tacga, kakšni efekti malo je dodan, ampak sam zvok je pa v resnici večinoma iz mešalk in iz raznih stvari, ki se udarjajo ob mikrofon. Tako da.
Si sprvo želel peti ali nisi želel peti? Ja, jaz nikoli nisem mislil, da bom pel na tem albumu, tudi približno ne. Ampak sem pa vesel, da sem začel. Se mi zdi, da se moram še veliko naučiti, ampak sem zadovoljen z končnim izdelkom. In pa tudi, mislim, sem se tudi hodil učiti peti nekaj časa in mi je super peti. Tako da sem vesel, da imam zdaj nekako nekaj, da me potiska, da vadim in da čim več pojem in tako naprej. In tudi na trenutke recitiraš. Tako, ja, to je pa originalna ideja, bila pa v bistvu sama recitacija teh mojih besedil. Tako da v bistvu tudi, če se gre na kakšne te platforme in se prebere besedila, niso samo besedila, ki so povedana, ampak so kje v bistvu cele pesmi, čeprav nisem vseh zapel, ker so v bistvu, je bilo mišljeno, da je pač album, kjer so gor te moje pesmi. In se mi zdel pol narobe, če bi jih krajšal in brisal kitice in tako naprej. Tako da, ja. Naslednja, Zamoti se. Zamoti se, ja, to je naša dolga recitacija. Želel sem si eno, da je v bistvu res, da govorim kakor samo neko zgodbo dolg časa, od spodaj pa bolj taka monotona podlaga, narejena s tem katastrofalnim nosintom. Ja, se mi zdi, da ostalo pa povem v komadu. Vsak dan se zbudiš s čirom na želodcu, razjeden, bolehen in nenaspan. Staneš in se ti zvrti, ampak no dej, se vse umi. Pogledal v gledalo, tu nisi ti in tako se ti realnost razbudeni izpred očej. Glasna muzika, ko hodiš, si vse manj osoren, ampak ko vidiš, da te ljudje gledajo, bi bil najraj prozoren. Sam sebi si to delaš. Odlivec zune, čudna frizura. Med ljudmi spadeš kot splojena figura. Začneš razmišljati o njej. Probaš si prikazati neko celostno sliko, ampak ne, ostali so samo še detajli. Njene oči, ustnice, tista njena pega, občutek njene kože, njenega smeha. Zamotaš se s telefonom, z delom, ampak tvoj um bega. Spominjaš se svojih raz, svoje krvi, koliko nepomembnega si se počutil tiste noči. Nisem več ta, nisem več on, zamot se. Las je edino, kar me je spravilo ven, vstalo na noge. Prijateljem sem se rajše zmikal. Govorila si mi, da ne čutiš sreče in od takrat naprej mi je bil vsak tvoj nasmeh lažen. Kriviš sebe za njeno oddaljenost, mrzloto, njeno brezčutnost, žalost, morbid in samopodoba. Ti si kriv, kdo drug pa. Ne bom gledal, kako se končuješ, zaslužaš si vse, samo mene ne. Izreče tvoj ime, končno, konc teh misli, strese glavo od misli. Dan preživiš v megli. Ljudje opazijo, da si utrujen. Reče, da si imel veliko dela, v resnici samo, da moraš umiriti glave do točke spokoja. Vidite temo. Nič. Vidim blisk. Grom in žarko v raj.
Vsemak, desetina resnice. Album, ki ga vrtimo, 12 pesmi ste združili v celoto. Ja, to je 12. Človek bi rekel, če je desetina resnice, da pol ni 12 komadov. To je pol 120% resnica. Res veliko vemo, zato je pa Vsemak, vidiš. A vidiš to sem šele zdaj. Potem ziher drži. Ja, drži, ja. Mi smo rajš malo dodali, da bo za zih. Ja, 12 komadov, ne vem, nič nismo premišljali, kaj bo z tega ratalo, oziroma kam bo to prišlo, koliko bo teh komadov. To je kar dolg časa nastajalo. V bistvu tega, da smo začela delati zato, da se družba, zato, da nekaj narediva, zato, da pravzaprav, da jaz pomagam najprej njemu do neke nove plošče prijeti, pa se pa to, kot sem rekel, se je to razraščalo in bilo vedno več idej in želja in smo začeli stvari širiti, komplicirati, dodajati. Jakob je prišel zraven z bobni, kar je bilo v osnovi zelo hiter, neka želja in ideja. Zdaj je 12 skladb, upam, da je to sam rekel začetek. Imamo velike želje naprej delati, zdaj upam, da bomo, odvisen pa zdaj vse od časa, kako bo to dovoljevalo, ker fanta sta zdaj glih v teh letih pač tudi, pa to vsi norimo na 6 koncev, ampak upam, da si bomo vzeli čas. Ker bendi ponavadi prvo ploščo izdajo, zdaj do druge plošče je mečken težje priti, zaradi tega, ker tisto nekako ta prvo štengico si naredil in si zadovoljen sam s sabo in pa za ta drugo se pa moraš nek bolj smisel se te mora zdeti, da se rečeš, se moraš potruditi ful za naslednjo ploščo, tako da upam, da bomo lahko to presegli tudi. Lahko bi tudi rekli, da imate za vsak mesec svojo pesem. Tako, ja. No, sej tako nekako. Dolg časa je nastajal in temu primerno tudi. Pa je zelo veliko samo pomladi pa jeseni. Po kakšnem poletje pa zime, ne vem, če je tam vmes smo skozi. Ožbe besedila so potem vse tvoje delo? Ja, besedila so moja. Smo se pa zdaj pogovarjali na enkrat, ko smo se skupaj dobili, da bi pa za naslednji projekt, pa v bistvu tudi Jakob je rekel, da bi napisal nekaj besedil, tako da se tudi tega veselimo ukomponirati, da ne govorim samo jaz. No. Jakob ima za naslednjo ploščo željo več sodelovati, zaradi tega, ker zdaj je bil Ožbej še živi doma, Jakob je v Ljubljani in je malo bolj prečne, tako da je samo prišel pravzaprav bobne snemati, se so ga sprot obveščala vsem te, kako nastaje in so mu posnetke pošiljala, ampak je več ali manj bobne posnel, zdaj bi pa za naslednjo ploščo, če upam, da se bo zgodila, bo pa še Jakob mečkam bolj sodeloval, če ne je drugače, saj še z besedili, ne? Tako da upam, da bo. In katere teme najbolj naslavljaš v besedilih? Temačne. Ja, niso mogoče res najbolj poskočne, ampak mi je bilo pa pomemben, da niso tako zelo direktna, da v bistvu da ne veš čist, kaj hočem povedati in se mi zdi, saj tudi temu primeren naslov plate, da ne veš točen čist, kaj pomenijo, da si lahko na več različnih načinov razlagaš, kar je pa tudi bilo meni pomembno, da ni bilo vse podano tako. Bi potem lahko ta besedila izdal tudi kot pesniško zbirko? Ja, želel bi si, da so tako dobra, ampak ne vem pa. Upam, da. Ne vem pa, če v to kdaj se zgodi. Kaj pravi Oto? Ne vem, če ima željo, ambicijo na vsak način, da sam zdaj, če so pa dobro, pa mogo en drug povedati, to pa ne vem. Ampak si dobil neko nagrado v gimnaziji, nisi dobil za pesem, se je zmeri sodeloval na nekih teh natečajih in zmeri je dobil, tako da. Jaz mislim, da sta fanta absolutno talentirana in da ima ta mnogo talent, tako da je lepo opazovati, da ima ta svoje zanimanja in svoje dobre stvari in da išče ta svoj prostor pod soncem. Vidim, da si skromen, da nočeš vsega povedati. Ja, zato so pa taka besedila. Lepo je pol, ko očeja moram, ko ga pripričam, da pa on lepo ga v meni govori. To je lepš poslušati, kot pa čam samo sebi govoriš lepo. To je za danes za razne mlade influencerje zelo čudno. Ti samo o sebi lepo govorijo, drugih ne ravno tako. Ne moram reči, da sem jaz tak, ja. Nismo, ki pride influencerji, po moje, ja. Naslednja bo Oče. Ja, to je bila pa ideja, po moje, od Ožbe, to po moje si ti prišel, da bi pa imel tudi
posamezne komade, se pravi, da bi bil eden, kjer bi bil recimo jaz najbolj zastopan, se pravi kitara, potem je pa še skladba Sinova, ki sta pa ona dva več ali manj k mene ni, tako da ta komad Oče je pravzaprav več ali manj samo klasična kitara in majčkenega ambienta zraven, malo bobnov in to je pač moj komad, ki ima svoje mesto na plošči kot v družinskem projektu. To se mi zdi, da te dva komada dobro prikažeta v bistvu te dve različne generacije, dva različna stila, ki sta se pol na plati združila, ker ta je v bistvu res miren, klasičen, tebi podoben komad, pol pač Sinova, ki so pa mi da z Jakovom Gorje pa malo bolj razbijaški in tudi malo bolj moj, malo bolj noise, malo bolj haršno. Tle kitara, res, ki je 36,000 harmonij, to sem jaz, pa je pa na drug komad, je pa bobni pa noise, to je pa tudi, rekel, Jakob pa Ožbej, tako da mislim, da smo fajn zastopani, Se mi pa zdi, da je pa kar uspešek, vse meni se zdi, da imaš lahko album, ki pride iz tega komada tvojega na enega smiselno, nekako, ne? Ker če bi ga dal enega za drugmu, se nista prav zelo podobna. In lih to se mi zdi, da je pomemben, ker sta toliko različna svetova, ki se lahko res toliko lepo združita. Malkrat imaš na eni plošči lahko klasično kitaro in noise, pa razbijanje bobnov, pa da ni to čudno. Mislim, se mogoče je, sam nam se ne zdi, ne? Lahko je tudi to. Vsemak album Desetina resnice, Uroš in Ožbej z mano oddaje Radioaktivno. Kot berem na spletu, je album požel dobre kritike, dober odziv. Zelo. Mi smo bili kar presenečeni, smo se že potrudili, da smo dali to v svet, smo rekli, če že naredimo CD, in ko je prišel CD, smo rekli, zdaj pa vseeno to moramo malo razbobnati, zdaj dajmo dvigniti malo prahu, kolikor ga bomo lahko dvignili, če se že to gremo.
In sem začel to malo pošiljati okoli in malo, pač kolikor ima vest, to malo ljudi spraševati, če bi jih to kaj zanimalo na radiju pošiljati in na časopise in tem mojim kolegom. In ja, smo dobili zelo dobre odzive in kritikov in ne vem, v Mladini smo bili med ploščami leta. Imeli smo velik intervju v Mladini s veliko fotografijo, tam portretih. Bili smo na Gorenjski glas, ker smo z Gorenjske, smo imeli tudi velik intervju. Na Radiu Študent se je to zelo vrtel. Na MMC-ju smo bili med ploščami leta alternativne glasbe, tako da ja, se mi zdi, imamo same kar dosti pozitivnih ocen tega. Seveda je to, rekel, dodana vrednost, da je to družinska naveza, da je to oče z 2 sinovoma, ki je mogoče res bolj za narodno zabavne, to značilno v tem sektorju, mogoče tega res je dosti malo in je to seveda neka lepa zadeva, lepa stvar, na katero smo tudi ponosni. Tako da ja, imamo lepe ocene za sabo, tako da nas vzpodbujajo, da pravzaprav so nas drugi vzpodbudili, da vadimo zdaj za žive nastope, da smo dobili voljo in ja, ta pozitiva nas nekako žene, da smo fajn naredili in da se splača to še čas vlagati, recimo. Izpostavljeni ste bili tudi kot ena najboljših plošč lanskega leta. Ja, mislim, to je res noro. Mislim, da si noben od nas tega ni pričakoval. Sploh pa, ker je vse to nekako iz moje strani se zgodilo čist po pomot. Mislim, zato, ja, se je. Jaz sem ta prvi album dal na Bandcamp, da bi ga dal nekam, kjer ga noben ne bi videl. To je bil moj plan. Naredil sem tisto, kar sem naredil in sem ga dal na Bandcamp, kjer je izgledala kot taka spletna stran, na katero noben ne najdu nikoli. In pol dam tisto in objavim tam in pač pozabim in čez en teden so me klicali z Radia Študent. Jaz nisem nikoli v življenju mislil, da bo kdo to videl. Tudi nisem nikamer objavljal ali pa karkoli. Razen tam sem kakor da bom imel arhiv, da lahko kdaj poslušam tisto, kar sem naredil. Tako da v resnici pol me je pa to malo zagnalo, da sem pač delal naprej. Tako da nekako je bilo tudi res vse malo popomotno. Ampak to, da je pa prerasel zdaj do tega, je pa pač nikoli ne bi pričakoval, ampak ne bi pa mogel biti res bolj srečen, ker je fantastičen. Ne nazadnje tudi to priznanje za tvoje delo. Ja. Da ne ostaja se nekje v ilegale. Ja, res je. Mislim, ja, vse, kako pravim, res nisem pričakoval, da ne sploh, da bo kdo to slišal, ampak da bo nekdo to slišal in si rekel, to pa ni res sam neko hreščanje, ampak da je to neke omembe vredno ali pa po kakšnih radijih, ki so pol to vrteli, res nisem pričakoval. No. Tako da zdaj pa to je pa pika na i. Spodbudo za delo. Tako, ja, absolutno. In tudi bomo. Naslednja, Odzemi me. Odzemi me, katera je že to? Odzemi. Ta je ena od inštrumentalov, ki ima pravzaprav na začetku pa vmes recitacijo, ne? In tako neko bolj junaško melodijo. Ja, neke take, kako bi to rekel, so to simforok, bi včasih mogoče temu rekel, v mojih časih, te neke konceptualni komadi, ki se nekako začnejo, pa grejo nekam čist drugam, pa so mogoče malko lažni. Ja, mogoče bi so bili to včasih bendi kot Yes ali pa Genesis, ta stari taki bendi, ne, v mojih časih. Zdaj pa to drugače, ja. Je pa tudi res še enkrat dober pokazatelj tega, kakšen je bil proces, ker je, mislim, da ta druga ali pa ta tretja, ki je nastala in se vidi, kako je bilo mišljen, mislim, kako so ustvarjala, ker je pač recitacija. Jaz, če nisem se v pogumu pet in tudi sploh še ni bila ideja takrat in pa, ja, tako, združenje teh svetov na še malo drugačen način, kot pa čist na začetku, ko sva delala. Čutim te v sebi, močen, blago prijem, se smesevati. Tako se mi fantirati. Pasim se. Bolečina premami. Odzemi me.
Odzemi me, Vsemak. Vidim, da sta s sabo prinesla še fizični nosilec zvoka. To je bila potem še, ko se je to seveda začelo razraščati in smo imeli že te komade in smo rekli, kaj pa plošča, ne? Kaj pa če že to delamo, pa imamo že to komadov, kaj pa če bi to mi v resnici pač zmiksali, zmasterirali in da bi pa šli pikirali, da bi bil naš cilj plošča in smo se pognali v to, da bi to izdali v fizični obliki, ne samo v digitalni in pa je to seveda čist cel sektor za sebe in spet del in cel projekt, da fotografiraš, da najdeš, kje boš to natisnil in z vsemi papirji in z vsemi stvarmi, tako da to je naslednjo veselje pri tem početju. Ampak smo šli čez vse stopničke teh izzivov in smo to naredili. Ja, sicer pač vsaj bo založbi, ne, ampak imamo zelo lep izdelek, zelo lepe fotografije od Jakobove punce Olje Simčič, tudi študirala fotografijo. Tole Jakob na naslovnici, gol zvit v embrionalni položaj na hruški na našemu vikendu, tako da tudi tle je družinsko ime je vklopljeno tudi v vitek. Zelo taka biblična podoba je zelenja in ene osebe zvite, tako da mislim, da je kar dober paket vsega skupno, takega nekega. Ja, naslovnica, ki se hitro opazi. Ja, hitro se opazi, ja. Oni so šli to fotografirati, mene ni bilo zraven, to so delali po noč, nisem čisto vedel, kaj bo nastalo. In ja, je to zelo izzivalno, ampak smo rekli, mogoče bo šlo skozi in bo to. Čeprav mislim, da je Facebook že neparkrat tole, ki smo dali gor, nam je že parkrat grožnje poslal, da v to ven splunil, ampak zaenkrat mislim, da smo šli skozi vse tele zadeve. Slej, ko prej pridete na mino, verjemi mi, kot sem jaz. Ja, se pravi, ampak moramo včasih za kakšno drugo fotko dati, ne, kot tele naslovnice, ampak ja, naslovnica, ki se opazi, pa je lepa, estetska in smo absolutno zelo zadovoljni z celostno podobo te in audio, video in vse, kako to zgleda. Cela zapakirana zadeva ima svojo zgodbo in svoj čar. Poleg CD-ja še potem tudi streaming platforme? Ja, to pa sem tudi prej dejal in tudi zdaj na vse razne platforme. Ker se mi zdi, da sploh CD, ampak tudi tako se mi zdi, da ne delamo z nekim namenom, da se bo pa to nismo delali, da se bo ful poslušal, ampak sem v resnici gledam na to, kot da bom jaz dal na vse razne različne konce, da se bo ja nekje obdržal, da tudi če se Spotify zapre, tudi če gre Bandcamp stran, da bo ja nekje ostal, da lahko mi čez 50 let poslušamo. Pa tudi kdo sliši, ne? So se javili ljudje, ki so napisali recenzije plošče, ne? Čisto iz nekih tujih držav, ne? Nas kje v kakšno kompilacijo dajo, pa kaj tazga. To se mi zdi absoluten plus današnjega sveta, da ti nekje obdavaš na teh platformah in pol neki ljudje na drugem koncu sveta recimo opazijo tvoj komad in ga dajo neko kompilacijo ali pa napišejo recenzijo in to. Kakšen človek opazi in se mi zdi, da je super, če kakšnemu človeku
polepšaš življenje, dan, karkoli s tem, da tvojo muziko posluša, se mi zdi to lepa stvar takih stvari. Predzadnja v radijskem delu pogovora bo Objameš me vase. Ja, ta je pa, mislim, meni res super. Mislim, da v resnici ta zadnji, ki je nastal in tudi temu podobno en bolj benderskih, je pa tukaj seveda treba omeniti gospoda Žiga Fabrota, ki je posnel na temu komadu in pa tudi na še enem prej, na temu saksofon in pa klarinet in je pa zdaj v bistvu tudi nekako postal 4. član benda in zdaj skupaj vadimo. Ja, Žiga Fabro, ki je saksofonist, je naš 4. član, zdaj ko vadimo v živo, smo ugotovili pač, da je čist prepolna muzika, preveč nekih zvokov in vsega skupaj, da bi lahko to sami trije naredili in Žiga zna igrati vsega po malo, tako da pomaga in z klarinetom, saksofonom in s klaviaturami ogromno in s kitarami, tako polne roke ima dela, tako da v bistvu lahko odigra vse tiste stvari, ki jih pač mi ne moremo, da ustvarimo cel ta spektr pa ta ambient enega zvoka. Tako nekako, ja. Je pa ta Objameš me vase tipičen, ta je mislil ven leteti. S tem komadom nisem vedela, kaj početi, ker je bil tak čist benderski, čist moj, ampak nekako ni pasal v cel ta koncept, če ne bi bilo vokala, zato ker ni pasal neki velik, ni imel neke take strašne instrumentalne teme, ni imel nekega elektronke, take značilne, neki bilo sama zase stala, tako da je Ožbej spet neko linijo naredil vokalno in naredil pravzaprav tak, da je ratal rockerski komad, kar je super na nekih teh mojih harmonijah. Ne. Je pa treba še povedati pač od Jakoba, od Bobnov, da je bil nekako čist obrnen, marsikaj pri tem projektu je čist obrnen na glavo, od tega, da šele zdaj vadimo, kar smo ustvarili, ne, da šele zdaj se učimo to zaigrati, ker jaz rečem, da smo tak boy band, ne, da nimamo take muzike, drugače smo pa tak zelo boy band, da smo najprej ploščo izdali, zdaj se pa šele učimo zaigrati. To do tega, da so bili bobni pravzaprav posneti na koncu, da praktično so komadi stali, posneti so bili vsi, razen mogoče par stvari, pa kakšni detaljni ne. In na koncu vsega smo snemali bobne, kar je čist skregan za vsako logiko in se to načeloma ne dela. Ne. Res, da je bilo snemano vse na klik, se pravi na metronom, je bila sicer cela plošča posneta, prav zaradi tega, ker so že dosti zgodaj vedela, da se bojo snemali bobni, ampak bobne smo pa v resnici posneli šele na koncu, ki je mečkam bolj zapleten, ne vem, snemalen proces, prostor, da smo šli to posneti z vsemi mikrofoni in je on že na narejeno muziko mogel pol noter vstopiti, kar je zelo nehvaležno, da kot bobnar pol slediš muziki, kar nekako ponavadi vsi malo bobnarju sledijo. Ne. On daje nekak tempo s stvarem, no, tako da se je super odrezal, da je tole vse zlepil skupaj ta komade, da so še bolj kompaktni ratali. Ja, kar precej stvari je na glavo postavljenih, kar je tudi zanimivo pa fajn.
Uroš in Ožbej, sedaj, ko sta rekla, da vadite, pomeni, da se obetajo tudi odrski nastopi? Ja, odrski nastopi se obetajo, fanta sta že zelo živčna, zdaj, jaz pa tudi ne vem, kdo je bolj, ampak ja, zmenjeni smo že, imamo že pravzaprav mislim, da bo kar premieren koncert 9. julija v Škofji Loki, po moje, da bo ta več ali manj kar premierni. Septembra v Kranju, mislim, da smo tam na jesen tudi v Mariboru nekaj, tako da zdaj bomo počasi, upam, se tudi tega mečkam bolj lotili organizirati. No, tle bolj na meni to, da zdaj to se tega lotam. Nekako zavestno sem se sicer res lotil v življenju, da še menedžer pa ne bom sam v sebi, ker imam dosti drugih stvari, ampak zgleda, da me je pol vseeno karma dočakala in zgleda, da mu vseeno zdaj še menedžer ratov, tako da evo. Ja, vadimo in smo že kar nekje na neki dobri polovici, da to spravimo skupaj, 4 smo, zveni na čase že zelo fajn. Mislim, da je kar posebna muzika, poseben zvok, tudi v živo bo to in se veselimo in smo nervozni. To je glasba za manjše intimne prostore? Ja, mislim, čeprav je nekako, no vse to smo se jih pogovarjali, da se mi ne zdi, da je to glasba, na katero bi plesal, se mi pa ne zdi to glasba, na katero bi sedel. In sem se pa sprašal, v kateri poziciji bi to človek poslušal. Ampak ja, mislim. Ja, ne, jaz mislim pravzaprav tako, če zdaj tole na vajah poslušam, jaz mislim, da je to kar rock koncert, no. Zato, ker to so v bistvu pač bobni, bas, električna kitara in en kupenih zvokov zraven. In kljub temu, da so tako na plošči, sicer da je to melanholična pa intimna muzika, ampak ko je enkrat to uživo, vsi te inštrumenti zahromijo, ne, bobni niso prav zelo, oziroma ja, tako kot jih zdaj Jakob igra, niso prav zelo čisto ambientalni in zelo tihi. In mislim, da to kar pretegne, no. Mislim, da ni prav zelo tih koncert, da bo to kar živahno, no, zvenelo. Mislim, živahno, sravo melanholično, ampak kar glasno, da je to pravzaprav neke sorte rock koncert z bolj odprtmu, zdaj rockerskim nastavkom, bolj na širok gledan, v smislu rocka, ne. Še eno, vrtimo v radijskem delu pogovora, potem s pogovorom nadaljujemo na spletu. To bo Zaslužena ljubezen. Zaslužena ljubezen se mi pa zdi, da je pa en izmed teh, ki pa v resnici se mi zdaj sliši boljš, ko ga igramo v živo, ker smo nekako najdli nek recept in je res super. No? Ja, kaj bi o tem rekel? Tle sem v bistvu, se mi zdi, da se jaz malo razigral s temi mojimi zvoki, je not vse razno. Predvsem rad poudarim, da je ta cviljenje nekje na sred, da so jeleni, ki se parijo, ker bi si bolj mislil, da so kakšni galebi. No? Ampak spade pa dober. Nekako mislim, da to pove, koliko smo širok spekter nekih zvokov dodajali noter. Ja, v bistvu, po moje, tako ko se z ljudmi pogovarjam, najbolj posebnost s temi ljudmi, ki pač mogoče poznajo malo to glasbo, pa jim je taka glasba všeč. Kar je posebnost preko te glasbe je to, da poleg osnovnih inštrumentov, ki so rečemo zelo klasični, bobni, bas, kitara, klaviature, ne, pa vokal, kot tipičen tak, rečemo rock, alternativni rock band, ampak da zraven je pa cel kupenih zvokov, ponavadi začnejo komad, mogoče so na koncu, ampak tudi vmes nikoli ni tišina. In če daš slušalke gor, rekel, te zvoki prihajajo z leve strani, od zgoraj, od spodaj, iz visokega, iz nizga. Ne, je Ožbej res naredil neke take tapiserije za vsak komad, pravzaprav nek drug film spodaj pod celim komadom in je fajn, zato ker se zdi, da meni te zvoki niso tako generični, da bi rekel, zdaj pa to nekaj, kar pa že slišal, to je pa ne vem, to je pa iz tega zvoka, to je pa ne vem, iz tega filma ali pa to je pa tak zvok, ga prepoznam, ampak so neki taki zelo inovativni zvoki, a je to malo elektronsko se sliši, a se sliši kakor iz narave, a se sliši to kot en tak kovinska ali neka zlepljenka glasbena, no se zdi, da je to mogoče ta najbolj, rekel, poseben od te plošče, ne? Ja. Od te glasbe, da je res en kupenih zvokov še zraven same glasbe. Se mi zdi, da je pa tudi zelo zanimiv, vse jaz, ko poslušam tako muziko, bolj noise pa to. Na začetku se mi zdi, da če začneš poslušati take stvari, pa nisi navajen, da nekaj hrešči in da je noise in bolj agresivno in tako, te lahko zelo hitro odvrne, ampak se mi zdi, da
je res zanimivo, pa ko nekaj časa poslušaš take stvari, ali pa recimo, če poslušaš ta album, te stvari izginejo. In ne slišiš več toliko vsega tega pokanja in vsega tega, v bistvu mojega dela, nekako se, sploh ne vem, kako je, če imaš skozi nekaj, ki ti brni zraven ušesa, počasi začneš to odmisliti. In je res zanimivo, ko nekaj časa poslušaš in pol nazaj začneš, pol se zavedaš, razmišljaš za sekundo, kaj poslušaš in je v resnici načasih zelo agresivno, ampak je pod spodaj toliko nežna muzika in ko se začneš na tisto fokusirati, nekako odmisliš vse to. In je nekako napoln komad z nekimi zvoki in z nekimi čustvi, čeprav jih v bistvu pol nekako čez čas odmisliš, ampak ostane s tabo, no? Bomo sedaj zaslišali še Zasluženo ljubezen kot zadnjim radijskim delom. Uroš in Ožbej, hvala za ta del, ostajata pa še z mano, pa še kakšno rečemo v nadaljevanju. Hvala, ja. Hvala za povabilo in hvala za našo promocijo, ne. Ja.
Vsemak, desetina resnice, naslov albuma, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Uroš in Ožbej sta z mano. Na spletu ste zelo prisotni. Prvič Ožbej nas je itak ploščo dal na vse platforme, to rastura že znajo še odprej, tako da mislim, da smo prisotni po celem svetu, nas lahko dol stankajo. Drugač pa Facebook, Instagram objavljamo, kar imamo kaj novega. Zdaj da bili pa čisto vsak dan veseli na tem, pa tudi nismo kakšni hudi influencerji, ampak vse nove stvari pa sprot objavljamo in upam, da se bomo še v tem bolj zverzirali, da nas bo vedno več. In preko družabnih omrežij možno priti tudi do fizičnega nosilca zvoka? Absolutno, lahko se nam preko vsega tega itak privatno napiše, drugače imamo pa objavljen na Bandcampu, kjer se lahko sam posamezno CD-je kupi ali pa tudi cel album in tako enako preko vseh drugih platform. Popraševanje je? Večje, kot smo ga pričakovali. Mislim, je in smo zelo veseli z vsakim vprašanjem in naročilom. Če je prej bil oče, bosta sedaj sinova? Ja, tako, to je pa zdaj nekako taka predstavitev mene in Jakoba in pa najnih nekako svetov. Malo bolj agresiven, malo bolj, če bi te zvoke, ki so v odzadju ostalih komadov v bistvu nekako pripeljal v odspredje. Tako. To, kar je rekel, v primerjavi z očetom, ki je klasična kitara in harmonije, kar sem jaz, so tle bobni in ta hrup, tako da smo vsi dobro predstavljeni in funkcionira kot celota in super. Da se lahko privoščimo take zelo različne stvari delati, je top. Sinova in Vsemak. Uroš in Ožbej, kako gledata na slovensko glasbeno sceno? Ja, to pa jaz mislim, da je polon boljši naslov, ne? Bo še on povedal, ampak najprej vi boš ti. Jaz sem zelo vesel vse veze, ki jih imam v tem svetu, kar, če smo čisto iskreni, ni prav zelo veliko, ampak vse, kar imam, so zelo pozitivne. Tudi največ resnice mi še zdi, da imam prek Radia Študent in vseh teh bolj alternativnih scen. Sama podpora in že za prejšnje projekte in pa sploh pa zdaj za tega. Se mi zdi, da je kar nekaj ljudem všeč, sploh pa kar nekaj takim ljudem, ki sem upal, da jim bo všeč. Tako da jaz sem zadovoljen in vesel nad slovensko glasbeno sceno. Uroš, kako si ti glede na to, da si že kar dolgo časa vpet vanjo? Mislim, da je človek zmeraj znova presenečen, koliko je njih ustvarjalcev, koliko je njih bendov, koliko je njih
ljudi se trudi, rekel, v umetniškem svetu nasplošno, ali je to glasba, ali je to teater, ali je to fotografija, slikarstvo, kakorkoli, rekel, tako majhni državi, kot smo, koliko vsega nekčesa nastaja, ne. Se mi zdi čisto noro. Meni sicer pač bolj všeč, rekel, jaz temu zmeraj rečem umetniška muzika, meni zmeraj bolj všeč so umetniške stvari, ne to komercialne, kjermukoli področju umetnosti že. Ampak tudi tle je, glih včeraj sem bil na enem koncertu, ki je bil krasen, ki so moji kolegi igrali in mislim, da je veliko stvari se ustvarja, žal pa je mogoče premalj to prisoten, da je zmeraj nekako ta neka komerciala, ta neka se ve, kva je bolj na udaru, no, in se je mogoče mogli malo bolj uravnotežiti to neko prisotnost ali na sceni nasplošno, no, umetniško proti čist komercialnim vidikom, no, ampak ja, je pa noro veliko, koliko se tega dogaja in tudi koliko CD-jev je šlo, ne, ko so objavljali pol takrat ko smo bili izbrani za 5-10 najboljših na raznih telih, pa so bili zraven neki objavljeni, pač jaz sem tudi ta prvič slišal za njih, ne. In vidiš, koliko vsega tega izide in to res tudi v fizični obliki ali na LP-jih ali na CD-jih ali vsega, koliko se ljudje trudijo, pa ne, to sen moraš res, vse lahko zamahne z roko, pa ti ni všeč, ampak enega dela je v neki muziki ogromno, da ti sploh ustvariš nekaj, ne vem, če samo našo pot pogledam, je to, da se dobivaš ure in nekaj ustvarjaš, potem to, da to zabeležiš, da to posnameš, potem koliko ur traja, da ti to zmiksaš, da ti to, ne vem, nekomu daš zmasterirati, da ti prideš do CD-ja, da prideš do fizičnega izdelka, koliko je to enega truda, enega časa, če že, ne vem, neke finance odštejemo, ne. In je vsak taka stvar, se mi zdi hvalevredna, kljub temu, da na koncu seveda z vsaka stvar, ki je, rekel, umetniška, je to fotografija, je to predstava ali je to film, lahko zelo hitro z roko zamahneš, pa si rečeš, ne vem, v Ameriki to delajo bolj, ali pa v Angliji. Zakaj bi človek ustvarjal filme, če so ameriški filmi boljši, zakaj bi človek ustvarjal, zakaj bi gledal, poslušal muziko, če je ameriška boljša, ne? Ali pa ne vem, srpska, ali pa karkoli, odvisno kakšne preference imaš, ampak če tega pač ni, pol te ni, ne. Mislim, lahko vsi nehamo delati, ampak pol tudi ničesar več ne bo, ne. Tako da ne more biti pa samo, ne vem, mora biti kaj še, poleg baze mora biti še kaj zraven, če hočemo državo imeti, ne, tako da se mi zdi, da je fajn, da se toliko ljudi s tem ukvarja z lepimi stvarmi. Kako pa ste si vse maknati z umetno inteligenco? Marija. Ja, nič kaj prav dobro. Očitno smo nas prepoznali, očitno smo jo kupili. Mi smo umetno inteligenco kupili, ker če vtipkaš vse mak, samo nas ven vrže. Tako da jaz mislim, da smo prehteli Maska pa vse tele. To imaš prav. Tako da mi računamo na to, da bomo še leta in edini in bo tale umetna inteligenca vse močnejša in vse bolj prisotna, še zmeraj boš vse mak vtip, ko bomo mi naš band ven prišel in mi računamo na to, da nam bo pomagala umetna inteligenca do prepoznavnosti. Ja, in vedno bo zraven še dodala desetino resnice. No, eto, ko bo takrat že mogoče petina, recimo. Ja, to bo takrat že polovica albumov izdanih. Jaz bom malo starejši, recimo. Bo pa Ožbe še vedno potem intenzivno ustvarjal. To pa, absolutno. Ja, moramo priti do cele resnice. To zdaj. Ali pa sam do resnice. Jaz bom že globoko v penziji in upam pa še, da mi lahko bi kakšen oder stopil. Tako da gremo naprej, hura. Sem pa umetni inteligenci zastavil tudi vprašanje, katere so vaše najpopularnejše skladbe, kaj mislite, da je odgovorila? Ja, kakor jaz vem, ne bi bil Zvito oko, pa Votlo telo, ampak v resnici pa ne vem. Po moje te dve, Votlo, ja, zato imate tudi video, pa po moje največ ogledov, da je Votlo telo pa Zvito oko. 4 mi je izpostavil kopilot Oče, sinova, Zvito oko in Votlo telo. Pa Oče, sinova, res? Wow. Ja, presenetljivo. To sicer o pripravi intervjuja, če bi verjetno danes pisal, bi že bilo kaj drugega. Mogoče najbrž, ja, res. Naslednja, predzadnja, ki jo bomo spustili, bo Kriki, kri in raze. Ja, to sem pa zgubil glas 3-krat, ko smo jo snemali. Ja. To je pa
ena taka bolj agresivna. Cel album nekako, čeprav je bendovski in rockovski, je pač melanholičen in tak sentimentalen in miren in smo si želeli enega, da nekako to malo razbije. Melanholičen in sentimentalen še zmeraj, ampak pač nekaj, da te malo bolj udarno, tako da kriki v naslovu je primeren, se mi zdi. Ja. Je pa, ta je mogoče daleč najbolj zakompliciran, pravzaprav komad, tako gledan, nekako zveni, tako kot sem prej rekel, mogoče najbolj ta nek simforok, ne, ali kakor konceptualen. Je pa to pravzaprav ta prvi komad, ki je nastal videospot za njega, ker je Jakob delal rabu za sprejemce za akademijo, za montažo in smo snemali ta videospot, sam ni pa še vzrl luči dneva, tako da upam, da mu tega tudi ven spravili. Je pa pač mogoče najbolj po domače, breko, zatežen od teh komadov, ne, kar težek, ja. Za povprečne poslušalce najbrž. Premamiš me, porabiš. Kriki, kri in razred.
Zdaj vem, da že Uroš in Ožbej, za konec predstavitve albuma Desetina resnice, kakšni izzivi so pred vami? Ja, zame je predvsem izziv tega, da se pripravim stopiti na oder, delamo na tem, ampak se mi zdi, da oba z Jakovom so kar živčna glede tega, tako da upamo, da bo do tega prišlo. Predvsem se pa veselim in pa, da se mi potrudimo zdaj spraviti spet skupaj in delati naprej, ker noben od nas noče, da je to konc tega projekta. No? Imam čutek, da imaš že sedaj tremo pred odrom. Ja, že kar za mesecev naprej me malo stiska, ampak bo šlo. Ti poleg tega, da poješ, Ožbej bo še bas igral. Ne? Ožbej sicer ima za sabo 4 razrede glasbene šole, kitare, ampak jaz sem mu rekel, da bo mogoče manj živčen, če bo pel, če bo imel nekaj v rokah, če bo bas držal v rokah, da se imaš mogoče za kaj skrit, ne? Da nisi samo kot pevc gor, pol ne veš kam bi z rokami, da se bo skup. Tako da pa glede na to, da ima prste zmigane, da je pač kitaro tudi igral, mu to zdaj v redu gre in ima dvojno, rekel, zaposlitev, poje, pa še bas igra v bistvu tako Sting. Jaz mislim, da greš proti Stingu karierno. Tako da, ja, si predstavljam, da je to zdaj kar in za Jakoba tudi, da je kar ben ni še na odru stal pravzaprav, niti ni še ben pravzaprav niti bobno igral za res, ali pa basa, ali pa pev, ne. Noben od njiju ni to počel, da bi rekel, da zdaj pa že par let to počne, ali pa da ima na leta nekih izkušenj za sabo, pač noben od njiju nima, ne. Tako da potem Žiga, ki bo pomagal delati, pa pač jaz, ki ima pa rekel dolgoletne izkušnje, tako da je tudi to sortno zanimiva kombinacija, ker so, ne vem, dva profesionalca, rekel, uležana proti dvema čistima novincema in je zanimivo to na vajah gledati, poslušati, no, in po mojem bo tudi to na koncertu čist fajn, da sta tudi preko Žiga je sicer glih nekje vmes med nami, no, da smo skoraj 3 generacije zdaj in fajn. Meni se zdi zanimivo, zakaj pa ne, se mi zdi super, uživamo, lahko se skupaj vidimo, ne vem, družina smo, se družimo in meni se zdi to vse samo dodaten plus, meni se lahko že, ne vem, meni kot očetu se lahko to že zdavnaj nehalo vse skupaj s tem, da smo se kvalitetno družili, pa da smo nekaj naredili in vsaka stvar, stopnička, ki jo naprej naredimo, mi je super, ker to počnem skupaj z otroki in ne vem, kaj pa še češ, ne. Uroš, imaš še ti kaj drugih odprtih projektov? Ja, Severo Đurin smo glih ploščo izdali, to je ravno kar išlo dobro, tako da z njo, kakor bo zdaj koncertov, pa mislim, da naslednjo sezono mogoče bolj pikiram še na koncerte. Jaz igram s Tamaro Obrovac, s Hrvatico, rekel, istrski jazz, s to snemamo tudi ploščo po kar nekaj letih, zdaj junija snemamo ploščo, ki bo pol po moje tudi jeseni šla. Imamo že datum za Lisinskega v Zagrebu za naslednji marc za promocijo, tako da smo kar že razprodani. Ja, upam, da pač čim več koncertov s tem dvema zasedbama. 17. leto že igramo z igralcem Branetom Završanom šansone od Jacques Brela. To bomo še vsake toliko kakšen koncert, se tudi pripravljamo zdaj že nekaj časa, da kaj na novo naredimo. Tako da, ja, mislim, da je se skozi kaj dogaja, no, da je. Ožbej, ti že kaj kreiraš drugo desetino resnice? Ja, v bistvu, no, malo smo že začeli. Zdaj v sklopu tega, da smo začeli vaditi, smo nekako tudi pogruntali, da bomo rabili še kakšen komad narediti, ker ja, jih je 12, ampak jih pa ni čisto dovolj za tok dolg program, tako da sva v bistvu že začela in so že osnutki naslednjih komadov. Zdaj osebno imam pa tudi že nekaj stvari narejene, pač solo stvari, ponovno bolj ambientalne, noise stvari, nekaj je že narejeno, ampak izdano pa še nič, tako da moram se lotiti, da to se objavim.
Še eno z 10 resnic se bomo zavrteli za konec, to bo Samo tvoj. Ja, ponovno en izmed prvih narejenih, podobno kot nekaj komadov nazaj, pač ne petje, ampak recitacija z takim bolj močnim refrenom, pa tudi nekako dober pokazatelj, predvsem besedilo tega, da sem res hotel komponirati cele pesmi noter v komade. Pač besedila niso bile napisana za komad, ampak so bile v bistvu nekako bolj napisani komade za besedila, bi jaz rekel, no. Ja, to nismo povedali, recimo, ne, Ožbej posluša tako, oziroma Ožbej. Veliko take muzike, veliko take glasbe danes, kot sem na začetku rekel, ki mi je dal kaj za poslušati, ali tega shoegaza, midwesta, nekih teh novih glasb. V bistvu ima vokal velikokrat tako funkcijo, pravzaprav, da sploh ne slišiš besedila. In je velikokrat vokal v nekem skoraj inštrumentalni poziciji, ne, da ne razumeš čisto točno, kaj poje. Ne. In Ožbej, ko je to začel recitirati in pet, smo vsi okoli njega skočili in rekli, ne, to mora biti bolj na glas, to se nič ne razume, besede, kaj govoriš. Ne. In ko so začela miksati to ploščo, sem jaz tiščal tiste vokale više pa više, v bistvu pa on skoraj ne poje, ampak zelo šepeta vse skupaj. Tudi ko poje je zelo zračno in zelo tiho in če sem tisti vokal, če sva tako to dvignila, da bi se razumel, po ničesar več ni bilo. Ne, mislim, hoče reči, je neka posebna, je to nek žanr posebne muzike ali kaj, ko je mi dal pol za poslušati neke stvari, ki sploh ne veš, kaj ljudje pojejo. Ne. In mogoče so zdaj še Ožbej ima take malo bolj enigmatične besedila, tako da moš pol res pravzaprav se usesti dol pa prebrati besedil, da sploh mogoče veš, kaj zapoje. Ne. In to je sicer, rekel, večini ljudi mogoče tak nek minus ali manjko, ampak ne vem, v ta žanr glasbe to zelo lepo sede. No? Tako da ni ta klasično popevkarski, kjer poslušaš besedilo in ti točno jasni in tisti vokal, ta prva stvar, ki jo slišiš, to je nekako neke drugačne sorte glasba, kjer je mogoče vokal mečkam bolj potopljen v samo muziko. Ne? Samo tvoj za konec tega pogovora, Uroš in Ožbej, hvala, da ste se oglasila v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delno naprej. Hvala lepa, z veseljem so prišla in upam, da se še kdaj vidimo ob naslednji 10. Ne? Ja, enako, hvala lepa za povabilo. 2/10 resnice prihaja malo. Ko bomo pa kaj v Ormožu na kakšnem koncertu, upam, da tudi kmalu se pa tudi še vidimo. Ne? Dogovorjeno. Ja, velja. Držim za besedo. Mach trawa, topim. Tita zrka podobla, jak na gubej. Gdzie poiskusia wyjdę, ty dasz. Prezis. Trkaj, lami, pokrati, zami. Organ za organom, razbejni, tegni, esenca, stanem malo. Svetli se esenca. Kosti v koži, kot kovanec v kozarcu. Hrom, še enkrat. Zdaj se brez oklevanja. Samo tvoje.
Smo družinska rokerska skupina Vse mag. In poslušate Radioaktivno. Samo